Živijo, moje ime je Robert Lisac in na tem kanalu se pogovarjamo o tem, kako biti van fit in pripravljen kot moderni samuraj. Danes se bomo pogovarjali predvsem o tem, kako biti pač tudi bolje pripravljen. Torej, ta aspekt pripravljenosti, ker ko zmanjka elektrike ali pa ko ni najboljših pogojev, je pač treba veliko stvari tudi narediti na roke, ki smo jih navajeni pač početi z pomočjo elektrike, računalnikov in tako naprej. In zaradi tega se mi zdi prav, da znamo tudi ravnati z čist navadnimi orodji, kot so, ne vem, kladivo, žaga, dleto in tako naprej. In zaradi tega sem se tudi jaz lotil na ta način izdelovanja samtole. Samtola je tak hlod, evo, glejte, tule je, tole je samtola. Torej, gre za hlod, ki ga Indijci uporabljajo za fitness namene. No, pri tovrstnem ustvarjanju, tako kot sem že dejal, rad uporabljam ročna orodja, žage, stvari za brusiti, nož, dleto, kladivo in tako naprej. Velikokrat si tudi namerno otežam delo, ne zaradi tega, ker bi bil mazohistično razpoložen, ampak zato, da pač se naučim tudi improvizirati pa izdelovati stvari v suboptimalnih ali pa zelo neoptimalnih pogojih in potem na koncu sicer nastane lahko tudi suboptimalen ali pa niti neoptimalen izdelek, ampak s tem sem pa kar zadovoljen, glede na to, v kakšnem stanju je ta hlod bil. Torej, vse, kar je tukaj svetlo, je v bistvu kit, ker sem pokital cel hlod, zaradi tega, ker so bile not te luknje, kjer je bil prhelj material. Se tule ene stvari še bom mogel popraviti, dober primer je recimo tukaj, tale del, bo treba še enkrat pokitati pa pobrusiti, bo tudi tukaj, no. In to je bilo polno teh lukenj, to sem pokital, pobrusal. In kita je šlo kar precej. Hkrati pa sem tudi kit uporabil za tam, kjer pač jaz nisem naredil stvari natančno tako, kot bi bilo treba. Ampak življenje ni glih perfektno in je to čisto v redu. No, hlod je bil tak prhlj, da sem mogel celo ene dele odstraniti. Tukaj, če malo boljše pogledate, ta del sem tule odžagal ven in nadomestil z letvami, ki sem jih našel, ker so jih eni hteli v stran reči, tako da ima še tudi komponento recikliranja in eko izdelovanja. In je cool, ne? Tako da je to takšen fajn, lušen projekt je kratal. Potem tule se še vidi, kako globoko so šle te razpoke. To bom verjetno pustil kar tak, ker tako kot pravi Janez, ene stvari morajo biti neperfektno perfektne. Mislim, da je nekako tako rekel. In jaz sem zadovoljen. Janez, moj prijatelj, je prispeval tale hlod, jaz sem ga pa naredil do konca, torej oblikoval v samtolo in sva nekako sklenila, da se bo poimenovala tale kolekcija Jaro, zaradi tega, ker Janez in Robert, Jaro, ne. To je to. Če imate le možnost, dajte si sami izmisliti kakšen projekt, pa ga uresničiti. Sej, tako kot tudi ta izdelek ni perfekten, je pa moj. In če ga bom komu podaril, bo pa po moje tudi vesel, ker sem ga jaz izdelal. Pa še nekaj. To, kar je za ženske štrikanje, klekljanje, kvačkanje, je za nas moške pač delo z lesom, kovino in take stvari. Takle, zdaj bomo pa tole lepotico namazali z oljem, pa da vidimo, kako bo to izgledalo. The best. Razlika, kako lepo olje poudari strukturo lesa. Krasna sam tole je ratala. Malo šekasta, ampak lepa.